Počasi bo rad všeč ta nagovor iz Alo Aloja. Verjetno se sprašujete, zakaj zdaj ne vidite nič. Ker tudi midva ne vidiva skoraj nič. Sploh pa tole majhno tipalo v telefonu je pa čist brezupno tukaj. Toga delava video selfie z mobilnim telefonom v tej najni tehno kameri, ampak je noč. To pa počneva zaradi tega, ker danes testirava ekstremne fotografske gadgete. En tak gadget naj zdaj snema tamle. To je Sonyjev A7S Mark II. Nastavljen imava ISO okrog 409.600. Nekaj takega, ja. In zdaj je res noč, midva ne vidiva kamere. Ja, mislim, tako slutva približno, kje je. Vidva mačka tamle gor na mikrofonu, to je, ker je malo bolj svetlo. Pa zunaj se majhen sveten. Ja, ampak to je zaradi tega oglasenega tega. Ampak dava demonstracijo, koliko je v resnici tema, recimo, če samo malo tako prižgeš telefon za tak običajen, koliko je tole obsvet. Ja. Pa to je sam telefon. Tako da je res čist tema. In ključno vprašanje je prvič, kako sploh testiraš tako napravo. In drugo, kako odgovoriš na vprašanje, ki so ga dobila na Twitterju, koliko je to vreden, zakaj bi to kupil, zakaj bi to sploh imel. Ampak to je ključno vprašanje pri vseh takih ekstremnih fotografskih gadgetih. Zakaj rabiš ISO 409.600? Ja, ker to je v bistvu, če postavimo to v eno perspektivo, to ni dvakrat ali pa petkrat večji ISO, kot se ponavadi pogovarjamo. Govorili smo zmeraj tam ISO 6400, 12800, pa mogoče 15600, bilo že to ekstremno. Zaslonka dve več. Ja, pač nekaj pridobiš, ampak tukaj pa ni, tole je faktor 100 povečanja. In to je res že skoraj nočno gledanje. Recimo, ko sem se malo sprehajal po Ljubljani. Kot da bi mu tank z unim night visionom. Res se vidi že, in tudi, ko sem delal par posnetkov takih testnih, recimo sem enega kolesarja v praktično čisti temi fotografiral na 500 sekunde, recimo. Ja, ker če bi s temle telefonom sliko, bi bila spet čisto črna fotka, če bi z enim normalnim, rečemo, fotoaparatom, bi mogoče kakšne obrise videl, ampak slučajen ne to, kar tam se je pa dal skoraj tam na avtih tablico registracijsko prebrati. Ja, brez kakšnih posebnih težav. Tako da spet, pustimo za enkrat, v tele epizodi se res ne bova toliko pogovarjala o uporabnosti teh naprav, zaradi tega, ker tisti, ki pač veste, zakaj bi rabili take visoke izote ali pa ki snemate filme v kakšni taki bolj ambientalni ali pa nizki po drugi svetlobi, že veste, zakaj imate take naprave in zakaj šrafate gor na objektive, ki imajo svetlobno jakost tudi manj kot ena. Ampak tukaj povabilka ne predstavlja samo en par današnjih novosti. Gre za tehnološki napredek, kaj vse zdaj tehnologija že omogoča. Mislim, ker smo prišli od tega, da smo se res par let nazaj pogovarjali o tem, če se da kolikor toliko malo šuma prideti na 6400 do tega, da zdaj snemava v popolni temi, pa se še zmeraj precej vid. Ja, se je šumno. Ja, seveda, pa ni barv pa tako naprej, ampak vid se. Ja. In to je podobno pri vseh teh gadgetih, ki se danes gre, da je pomembna ta tehnika. Recimo drug tak gadget, ki smo ga za danes zbrala, je... Ja, Canonov 50 megapikselni fotoaparat. Kakšen je že ime? 5DSR. Mislim, da ker ima R še zaradi tega, ker pač nima tistega filtra, low pass. To je tudi ena taka, mislim, pa sva pa še videla recimo na Canon Expo, kjer so kazali vse Canonove novosti v Parizu. Že v bistvu sestavljen fotoaparat s 120 milijoni točk, pa prototip tipala s 250 milijoni točk. Tukaj smo spet, takoj kot nekaj takega predstavlja, ko se začne o tem govoriti, je prva stvar, kdo bo to rabil, zakaj, kje imamo računalnike, ki to lahko prebavijo, zmelejo in tako naprej. Ampak mislim, da je to malo napačen pristop, ker tisti geek v meni, pa tudi v Lenartu, pa še v kom, si v bistvu želi nekaj takega. V bistvu je rad vidi, da se stvari, da se meje premikajo, da gre stvar nekam naprej, da se dejansko lahko pol iz teh 50 milijonov točk
naredi en zelo majhen izrez, pa se tam vidi, kaj človek, kakšen sendvič je tam, ne vem, nekje v daljavi. Ja, da se, vse na podoben način, kot toliko imamo lihne rekvizite slučajno nastavljene. Vse pri diskih tudi, odkar smo začela se pokrivati te tehnologije, so diski imeli par giga. Mogoče, ja, jaz se spomnim, mislim. Ampak že giga je bilo ogromno, Ja, recimo tam, tam prvi računalniki to- so bili tam 20 mega, recimo, Ja, smo to pa so si že bili imel 20, veliko. če si moš takrat 40 mega, si bil car. In je bilo isto, recimo, koliko besedilnih dokumentov pa spraviš na 40 megabajten disk. Ja. Ogromno, več, kot lahko vsi skupaj napišemo v celem življenju, ampak zdaj ima pa vsak ključek ali pa tale pominiška kartica, recimo, na katero se to snema, ima 64 giga, kar je približno to, kar tale diskov je. Tako da, te problemi, ki jih danes imamo, res je, če kupiš danes ta Canon 50 megapikselni fotoaparat, bojo ogromni fajli, sploh če bojo nekompresirani, tudi če imaš res hud računalnik doma, bo fejst mlev, ampak glede na dosedanje izkušnje, bo to čez 2 let enostavno ne bo več Ja, ker vprašanje. to ponavadi pa tudi spodbudi tehnološki napredek na drugih področjih, ker zdaj recimo v zadnjih letih se je malo, ne vem, napredek pri softveru pa tako naprej malo ustavil, noben ni imel te prave potrebe, da bi imel grozen zmogljiv računalnik, ker je vse tudi na teh dosti vstopnih, dosti normalen tekel in zdaj se spet lahko malo premakne vse skupaj nekam naprej in pa bomo če spet rekli, zakaj ne se pa takrat sploh skrbeli. Zdaj recimo 120 ali pa tudi 250 megapikslov si pa čisto predstavljam, da je lahko stvar uporabna, sicer za kakšne te klasične fotografe bo slišali bogokletno se to, ampak da bi imel recimo en fotoaparat s takim tipalom pa eno čisto fiksno lečo, dosti dobro 35-50 mm recimo, in lahko že samo s tem, da delaš izreze iz te originalne fotografije, imaš 10 do 20 kratni zoom tam pri enih 10 megapikslih, kar Recimo. No in tretji tak gadget je pa Canon, še en Canon, Canonov Super Zoom G3X, kjer so pa tudi združili ta malo večjo tipalo, kar pomeni so res super zoom, so pač tipalo je bilo včasih tisto, kar je omogočalo res ekstremne super zoome, recimo tam od 24 do 1000 mm smo že videli, ampak sem zato, ker so bila tipala izredno majčkana. Ja, ker tam da pa lahko optiko daš. Razmeroma Ja. enostavno. Če ne pa moraš pač pokriti z velikimi lečami to in to. Kar ne gre. In tukaj so pa Na vzeli enopalčen senzor, znan iz Sonyjev, Panasonicov in drugih, ki postaje tak standardni senzor za te bolj zmogljive žepnike in so mu dali kot 24 do 600 Ja, objektiv, pa čisto podobni. 25-kratna povečava in tam res v bistvu nekje v dvorani sediš in slikaš človeka tam na odru, tako praktično skoraj portret narediš. Ja, in to je stvar, ki je še zmeraj razmeroma kompaktna in tudi ta tipal je že toliko velik, da dejansko lahko narediš uporabne posnetke pri 20 megapikslih in recimo šum je nekje do 3200 ISO, čisto v redu. čisto uporaben. Ja. Tu še dva lahko omeniva, no, eden je ta, reče se mu Light, v bistvu so tako eno tako toliko veliko zadevo, kot je en čist standarden, malo večji telefon ali pa žepni fotoaparat, so vgradili 16 različnih fotografskih tipal, takih kot so v telefonih z različnimi lečami, pa ene so take, da v bistvu zajemajo samo kot informacije v globini pa tako naprej. In z vsem združevanjem, kombiniranjem, procesiranjem vsega tega skupaj v bistvu dobiš ven eno podobno fotografijo kot z unim 50 megapikselnim Canonom, tudi menda podobne kakovosti. Resolucije. Razločljivosti je približno toliko, v dinamiki in drugih No, stvareh dobro, malo okej, šepa. najbrž je, Ampak te kombinacije so in tudi poznamo že primere, da so naredili tako na brezpilotnega frčača, na drona, so naredili eno tako zelo zmogljivo nadzorno kamero, ki so uporabili, mislim, da več kot 200 tipal iz telefonov. In je to dobesedno tako, kot da bi ga parkiral na enem koncu Ljubljane in imaš praktično pol Ljubljane prekrit s toliko natančne, s tako razločljivostjo, ne vem koliko gigapikselov, da lahko dobesedno, ne vem, do 20-30 cm velike objekte mirno tako Ja, prepoznavaš. pa dejansko so danes procesori toliko zmogljivi in tudi toliko lahko jih vgraditi v nekaj majhnega, da to obdelujejo tako v realnem času, zdaj, v tem trenutku, ne pa šele enkrat tako. Čez 3 tedne. Ja.
Še ena reč, ki jo lahko menimo, je pa ta nova zadeva od podjetja Lightro, ki je sicer znano po teh fotoaparatih, ki v bistvu zajemajo kot informacijo o globini. Vse informacije, tako Ja. da ti določaš, v bistvu ti pozname komplet vse podatke o globinah, kar pomeni, ti lahko recimo s tem, ko zbereš določen del fotografije, lahko tudi zbereš, kjer del bo oster, pa Ja, kjer v ne. bistvu pa ne ostriš takrat samo zajameš vse skupaj, cel motiv in pol šele določaš, kje je izostritev. No, zdaj so pa predstavili eno drugo zadevo. V bistvu sicer podoben princip deluje, ker v bistvu je taka kot ena kapsula zgleda, z enih 5 plasti sestavljena in v bistvu spet okrog in okrog zajema vse možne informacije o svetlobi, pač kaj vse se tam dogaja, vse to, ne vem, v kolikih globinah, ali kako bi temu rekel. Ne bi jo pa uporabljali za profesionalno ustvarjanje vsebin za navidezno resničnost. Se pravi, ti boš to nekam postavil, vse okrog zajame in potem lahko to prikažeš na eni tej čeladi, kot je Oculus ali pa tisti HTC Vive, ki so ga sprobala na IFI naprej. In spet en tak, kar zgleda kar impresiven tehnološki dosežek, če bo to dejansko zaživelo in če bojo s tem Prišli še na kaj več kot vaporware. človeku predstavili en večji učinek tiste globine, pa vsega pa resničnosti tam noter, čeprav bo v bistvu nekje sedel in mu čelado na glavo. Tole je bila taka malo ekstremno temno nočna fotogadgetska kamera. Če naj je občasno presvetlil, je to zato, ker imamo tam skozi okno približno 500 metrov zračne črte, je en tak velik tale zaslon in tukaj lahko vidite spet, evo zdaj recimo, koliko dejansko se vidi tole v popolni temi. Ja, ampak ISO 409.600. Ki ga seveda ne rabite in mrzlo bo najverjetneje in tudi tisti, ki rabite, ne boste uporabljali ISO tok, ampak Pa tudi verjetno ga še dolg časa ne boste imeli nikjer. Ampak se pa da in ne glede na to, da se da določene učinke doseči tudi na druge načine s kakšnimi ampak to, da dejansko imate nekaj, kar nastavite tako visoko in začnete uporabljati in dobite več kot samo šum in da praktično vidite v temi, je pa dejansko nekaj novega tudi na fotografskem področju. In je impresivno. Med takimi komercialno dostopnimi potrošniškimi napravami, ki niso vojaška tehnologija.